Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. 23. december 1990 je eden najpomembnejših datumov v zgodovini slovenskega naroda. Takrat smo se Slovenke in Slovenci na plebiscitu odločili za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Kar 85 oziroma 88,5% vseh volilnih upravičencev se je odločilo za samostojno državo. To je 95% tistih, ki so prišli na plebiscit. Leto pozneje smo dobili novo ustavo in s tem nov pravni družbeni red, potem pa tudi nov državni zbor, tako da je državni zbor letos praznoval 25-letnico. Sicer pa se naši poslanke in poslanci združujejo in povezujejo tudi v posebno društvo. Društvo poslancev 90 se imenuje. Predsednik tega društva je docent dr. Mitja Slavinec. In lepo pozdravljeni, gospod Slavinec. Lep pozdrav. Torej, povedala sem, da ste predsednik tega društva, ampak najprej, če pogledamo Wikipedijo, o vas piše slovenski politik, poslanec in fizik. Izvoljeni ste bili leta 2004 in kaj vas je pravzaprav takrat potegnilo v politiko? Kandidirali ste na listi LDS. Vse življenje se ukvarjam z izobraževanjem, šolstvom. Takoj po fakulteti sem se zaposlil na takratni pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru kot asistent. Sedaj sem na fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, spet povezan z izobraževanjem in seveda sem kot aktiven na tem področju opazil kar nekaj stvari, za katere sem mislil, da bi jih se dalo organizirati bolje, uspešneje. In prav to, ker sem želel participirati pri teh odločitvah, je bila eden glavnih razlogov, zakaj sem se odločil kandidirati in se spogledovati s politiko. No, danes ste dekan, kaj ne? Drugače pa ste delovali v odborih za gospodarstvo, visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, tudi za evropske zadeve. Kako se spominjate teh poslanskih let, tega svojega mandata? No, saj že članstva v odborih kažejo na to, da sem bil prvenstveno povezan z izobraževanjem, z znanostjo, raziskovanjem. Gospodarstvo ocenjujem, da je pa tista pomembna podstat, ki lahko zagotovi pogoje, da potem ta izobraževalni, raziskovalni del lahko funkcionira. Evropske zadeve so pa prišle nekako zraven in sem v bistvu hvaležen usodi, da me je povezala tudi za to izkušnjo. Saj so to bila leta, ko je Slovenija vstopila in potem seveda tudi se še naprej integrirala tako v monetarno evropsko politiko in kakorkoli obrnemo. Če sedaj pogledamo, kako bi bilo živeti izven Evropske unije in to primerjamo s tem, kaj imamo sedaj, je seveda to bila edina logična pot. Ja, poslanska leta prav gotovo zelo pomembna, zanimiva izkušnja. Srečo sem spoznal veliko kolegov, prijatelje nekatere že poznal odprej in to je seveda zelo dobrodošlo potem tudi na vseh ostalih področjih delovanja. Kaj pa samo to delo, sedenje na sejah, odborih, je bilo tako, kot ste pričakovali ali vas je kaj presenetilo? Saj težko je kajkoli pričakovati, ko greš na nekaj novega in že po naravi sem človek, ki potem poskušam iz tiste situacije potegniti čim več dobrega. Prav gotovo so bile kakšne zadeve do takrat mi popolnoma tuje, po eni strani, po drugi strani nerazumljive, ko ni bila pomembna vsebina predloga, ampak kdo je predlagatelj. Ampak kot vsake stvari se tudi teh navadiš in poskušaš potem izkoristiti okolje in možnosti na čim boljši način. Ne bom pozabil, da smo se dobili poslanci iz Pomurja, odkoder prihajam, na enem kosilu se zmenili, da so za nas pomembne teme, ki so v dobrobit tega lokalnega okolja, na način seveda, ki pomagajo celi državi in tam zelo hitro našli skupen jezik in tudi ustreznega predlagatelja nekaterih zakonov. Ste si kakšne posebne cilje mogoče zastavili, konkretne, kaj želite doseči v tem svojem mandatu?
Za konkretne cilje, jaz sem bil takrat v opoziciji, si kot opozicijski poslanec težko zastaviš. Ravno zaradi tega izpostavljam kot prav gotovo enega največjih dosežkov to, da smo bili povezani, da med nami res nikoli ni bilo vprašanje, z katere politične opcije kdo prihaja, ampak da smo si postavili tiste tekoče cilje, da smo poskušali seveda potem tudi kolegice in kolege v svojih poslanskih skupinah prepričati, zakaj je kakšna stvar ne glede na predlagatelja lahko koristna, ne samo za lokalno okolje, kot sem že prej omenil, za celotno Slovenijo. Kajti zmeraj sem zagovarjal čim bolj skladen regionalni razvoj. Država je kot veriga, sicer iztrošena primerjava, ampak tukaj je toliko bolj na mestu. In če je samo center močen in so ostale regije bistveno manj razvite, potem to nikakor ne more prispevati k enemu skladnemu in pa seveda tudi učinkovitemu razvoju države. Kajti v tem primeru seveda ne gre za povprečje. Ne moreš ti enačiti eno državo, ki je razvita do te mere, je bistveno bolj učinkovita, kot pa če ima eno visok center in pa potem še nizko okolje, tako da se povprečje približno izenači. Tukaj je res zelo pomembno, da je celotna država na čim bolj enakomernem razvoju. Ampak tu se najbrž te načrti, predlogi oziroma želje še niso uresničili. Ta enakomerni razvoj še ni dosežen, ali menite drugače? Jaz se bojim, da je zmeraj bolj neenakomeren in ravno zaradi tega, toliko bolj, tudi na tem mestu, ki sem zdaj, je treba opozarjati na to, ker če ne bomo mi, ki smo daleč od oči in s tem daleč od srca, in Univerza v Mariboru je prav gotovo v taki vlogi in primerjavi napram recimo Univerze v Ljubljani, če tega ne bomo mi opozarjali, potem bodo nekateri mislili, da je tako, kot je vse v redu. Se je bilo težko potem vrniti iz politike v akademske vode? Vas je čakala služba? Nekateri pravijo, da imajo potem težave poslanci. Nisem tudi v času poslanskega mandata ohranil stike z svojo matično fakulteto, ki se je mimogrede takrat tudi razdelila na sedanje 3, tako da formalnega mesta zagarantiranega iz tega naslova vračanja nisem imel, oziroma na fakulteti, kjer fizikov niso rabili, vendar, kot rečeno, dobri odnosi, ki smo jih na naši fakulteti ves čas gojili in seveda tudi tista potreba, verjamem, da je bila odločilna, da nisem imel nobenih težav, pa še zelo pomembno, da sem ta stik ohranjal, kateri rad delam za študenti in potem je to dostikrat malo padlo tudi kot relaksacija po sejah v Državnem zboru. Kako sicer vi opredeljujete politiko? Vemo, da obstaja več definicij, ampak vendarle, kaj je za vas politika? Ja, politika je prav gotovo tista stvar, ki marsikje ni na takem glasu in ugledu, kot si ga zasluži in kot bi moralo biti. Kajti politika je in politiki so tisti, ki odločajo o usodi mnogih ljudi in so tisti, ki tudi usmerjajo razvoj države, tako v političnem, družbenem, kakor tudi, kar je po moje celo najbolj pomembno, gospodarskem smislu. Dobra politika je tista, ki gospodarstvo ne ovira, če se sedaj zaustavim pri tem zadnjem stebru, ki sem ga omenil. Ker ti ni pričakovati, da bi lahko generirala ne vem kakšne preboje, vkolikor pa toliko boljše. Potem dobra politika je prav gotovo tista, ki ustvarja takšne družbene razmere, ki ne zapostavljajo posameznikov, ampak ustvarjajo eno okolje, v katerem vsak lahko najde področje, v katerem je dober in se mu omogoči, da to področje tudi razvija. In prav gotovo je pa pomembno, da politika in politiki imajo svoj ugled, da jim ljudje zaupajo in da seveda skupaj potem lahko se potegne voz, ki ga vozijo in vodijo čim bolj naprej. No, politika in politiki nimajo najboljšega ugleda pri nas. Zakaj menite? Tudi poslanci, mislim, da ne. Razlogov je prav gotovo več. V Društvu poslancev 90 ves čas izpostavljamo, poudarjamo in to ne nazadnje tudi na vsakem koraku zagovarjamo, da v nobenem primeru ne smemo metati vseh v isti koš.
Niso vsi profesori perle in tudi niso vsi slabi. Tudi vsi novinarji niso perle in tudi daleč od tega, da bi vsi bili slabi. Enako seveda tudi velja za politiko. Dejstvo pa je, da smo še relativno mlada demokracija in če se spomnimo prejšnjega sistema, tam je redko kdo sploh upal pomisliti, kaj žalega čez politiko povedati, pomisliti, kaj pa še povedati. Sedaj se pa očitno iz ene skrajnosti prišlo v drugo, da nekateri tekmujejo in si nenazadnje tudi celo zmišljujejo kakšne stvari, samo da lahko politike oblatijo. Ne pravim, da včasih kakšna kritika ni upravičena, prav gotovo pa zmeraj ne. In ko se ta kepa začne kotaliti, kepa snega po hribu, potem je zmeraj večje in večje in je težko z nekimi argumenti stvari obrazložiti. To je ena stvar. Druga stvar pa, ker potem, ko pa začne politika zgubljati na dobrem glasu, potem pa seveda ljudje z integriteto, z visoko moralno normo se težko odločijo za politiko. Spomnite se samo, kako težko in kako dolgo je premier Cerar iskal gospodarskega ministra. Seveda, se za to plačal in za tisto, kar te pol pričakuje, se težko gospodarstvenik, ki dobro vodi neko podjetje in je temu primerno tudi stimuliran, odloči za takšno relativno kratko obdobje, kajti vemo, da si na položaju samo zato, da pripraviš čim boljše pogoje za svojega naslednika in je vsaka funkcija časovno zelo omejena, je težko najti nekoga, ki se bo s tem spogledoval. In seveda na tem področju nas čaka še veliko dela, kot se navodoma povedal, treba je dozoreti, da bo to pač postala neka parlamentarna demokracija z tradicijo, podobno kot je v državah, ki imajo daljšo izkušnjo na tem področju. No, tista prva leta oziroma osamosvojitev, pa potem oblikovanje vseh teh osnovnih institucij, tudi državnega zbora, so bila bolj tako evforična. Verjetno tudi poslanke in poslanci prvega sklica so malo preveč pričakovali, da se da kar naenkrat toliko narediti. Se kdaj pogovarjate z njimi, tistimi iz prvega sklica, kaj pravijo? Ja, velikokrat. Se zdaj ob proslavi Društva poslancev 90 smo prav kolegice in kolege iz prvega sklica povabili k razpravi in razmišljanju. In se popolnoma strinjam, časi so bili evforični, ampak tudi odnos je bil bistveno drugačen, povezan s tistim, kar sem prej govoril. In zelo me skrbi, ko se s kolegicami in kolegi pogovarjam in pravijo, da je sklic torej da je sestava iz sklica v sklic nižja kakovosti, kakorkoli je to kdo razume in pove, ampak to so dejstva, ki jih slišimo. In to prav gotovo ni v prid, to prav gotovo tudi ni v korist razvoju države, nasprotno. Treba je se potruditi, da bodo ljudje motivirani se ukvarjati s politiko in da bodo seveda potem temu poklicu tudi povrnili ugled, kot ga mora imeti. No, slišimo nekatere predloge, da bi vendarle bili neki pogoji, kdo lahko kandidira za poslanca, da ne vem, mora imeti kakšno izobrazbo ali kaj takšnega, ampak to je v nasprotju s tistim načelom, da vsi lahko volimo in da smo vsi lahko izvoljeni. Jaz ne vidim težave na tem področju v formalnih pogojih. Daleč večja težava je populizem, ki v tej družbi prepogosto postane uspešen, ko na populističen način ljudje lahko kandidati nagovarjajo svoje potencialne volilce, ki zaradi, bom rekel, verjetno kakšnega razočaranja iz volitve tudi manj prihajajo. Volilna udeležba res pada. In to je po moje tista najpomembnejša skrb in razlog, zakaj je stanje takšno, da omogoča še veliko priložnosti in možnosti za izboljšanje. No, v naši ustavi piše, da je Slovenija demokratična, pravna in socialna država, za mnoge pa potem ni, oziroma pravijo, da nimajo vseh pravic, mogoče tudi zaradi zakonov, ki jih sprejme državni zbor, ali kako to, ali je to samo občutek nekaterih?
V nobeni državi nimajo vsi vseh pravic. Že v družini se dostikrat kdo počuti, da se mu je zgodila krivica, kam pa potem še v družbenih sistemih, ki so tako veliki in ki niso tako tesno povezani. Seveda pa je naloga, da se poiščejo rešitve, seveda tudi v parlamentu zakonske, ki pa so takšne, da omogočajo čim bolj enakomeren razvoj vseh. Na tem mestu bi želel izpostaviti, da zakone praviloma v veliki večini pripravlja vlada, ne parlament. In je parlament marsikdaj tisti, bodi si ne bodi ga treba, ali pa pač tisti, ki je potem po potrebi izgovor vladi, zakaj pa je kaj tak, kot je. Tukaj sedaj seveda lahko to primerjam tudi z lastno izkušnjo, ki jo imam, torej parlamentarno, da je vseeno še zmeraj vlada tista, ki kreira politiko in razvoj države. Seveda je fajn, če je v parlamentu čim več ljudi z osebno integriteto, z nekim znanjem, z nekimi izkušnjami, kar pa ne povezujem z formalno izobrazbo, vezano na tisto prejšnje vprašanje. Pomembno je, da vejo in razumejo, kaj določeni zakon v praksi dejansko pomeni. In tega je dostikrat premalo in prav gotovo bi se dalo z kakšnimi manj določenimi, manj definiranimi zakonskimi določili zadevo narediti bistveno bolj življenjsko. Ne moreš vsega predvideti in definirati, ampak je zelo pomembno, da se pri tolmačenju uporabi zdrava kmečka pamet in da seveda ne ostaneš formalist za nekimi pravnimi paragrafi, ampak da pri tem tolmačenju zasleduješ namen in kaj je seveda bil cilj tega zakona. In na tem področju verjamem, da imamo še zelo veliko priložnosti, da zakone izboljšamo. Tudi ogromno zakonov je podzakonskih aktov. Poslanci, če pogledamo na dnevne rede teh sej, to so res zelo dolge, obsežne seje. Kot rečeno, zakonodaja je predefinirana, zakonov je prav gotovo po nepotrebnem več ali so pa bolj določno napisani, kot bi bilo potrebno, ampak še enkrat poudarjam, da je, ko pride zakon v parlament, tam relativno malo prostora. Formalno je predsednik Državnega zbora po funkciji in po protokolu višja funkcija od predsednika vlade. Vendar na vseh nivojih se pa kaže ravno obratno. Ne nazadnje. Bivšega ministra se pokopa na nekaterih področjih z državnimi častmi, za bivšega poslanca ni zaradi nekega kvazi varčevanja denarja niti za osmrtnico v časopisu. To smo si pa sami krivi. In to je povezano s tistim populizmom, ki sem ga prej omenil, ko ne odločajo dejansko stroka, ko ne odloča tisto, kar bi bilo za ljudi ali pa tudi za razvoj družbe, pa morda ne jutri bolj dolgoročno dobro, ampak odloča tisto, kar je v tem trenutku, sploh pred volitvami, ljudem všečno. In v Društvu poslancev 90 prav na te zadeve lažje opozarjamo, sploh tisti, ki nismo v aktualni politiki, zaradi tega, ker nismo vezani na všečnost naših izjav, nismo vezani tudi na všečnost našega razmišljanja in seveda tudi zato, ker, to se na vsakem srečanju pokaže, ker nismo obremenjeni morda z kakšnimi političnimi opcijami, ampak se tam bistveno bolj sproščeno in konstruktivno lahko pogovarjamo. Imate kakšne strice iz ozadja? Strici iz ozadja, to so stvari, ki so fantomizirani v naši družbi zelo. Jaz imam rajši strice iz ospredja, ki me vlečejo, ki mi dajo kakšen nasvet, ki mi potegnejo, ki mi dajo usmeritve. In sem seveda zelo ponosen in vesel vseh mojih prijateljev, če imajo kje kakšen pomen, vpliv, ali pa tudi, če je samo za prijateljski pogovor. In ti strici iz ozadja se bojim, da so na ta način
kot sem prej uporabil besedo, predstavljanje ravno zaradi tega, ker bi se nekatere ljudi želelo njihovo vlogo minimizirati ali pa jih celo očrniti, čeprav so formalno že zelo dolgo izven politike. Vendar, če je nekdo celo življenje počel neko stvar, bodi si politiko, bil profesor, je novinar ali kajkoli, potem je v tem življenju srečal veliko ljudi in je seveda z mnogimi tudi sodeloval. In je prav, če te stike ohranja tudi kasneje, in je seveda prav, če kakšen nasvet komu da. Vkolikor dotični ocenjuje, da je koristen, ga upošteva, sicer se pa itak vsak mora za sebe odločiti in prevzeti za svoje odločitve tudi odgovornosti. No, ampak javnost pogosto moti, da poslanci, vsaj zdi se tako, bolj kot lastnim prepričanjem in interesom državljanom, daje prednost strankarski disciplini, glasovanju tako, kot reče stranka. S tem se popolnoma strinjam in žal je to ena izmed tistih stvari, ko sem prej razmišljal o državnem zboru iz sklica v sklic. V prejšnjih sklicih so mi rekli, da je tega bilo bistveno manj. Seveda je ena usmeritev neke politike, neke politične stranke, prav gotovo tista, ki jo je treba zagovarjati in ji slediti. Vendar to je samo glavna usmeritev, ne? Zmeraj se pa na vsaki avtocesti najde tudi kakšen ustavni pas, ki je zelo koristen, če si ga kdo ogleda, se tam odpočije in dobi potem zagon in tudi usmeritev za naprej. Skratka, politična opcija, politična stranka je tista, ki naj da eno generalno usmeritev. Vsak poslanec pa naj ohrani svojo integriteto in seveda naj se odloča po svoji vesti. Poslancev imamo 90 v vseh sklicih, pa se zdi, da so samo nekateri aktivni oziroma v medijih ali pa zagovornico samo nekateri nastopajo. Tako se odločijo v poslanskih skupinah, ne v strankah, ali se vam to zdi primerno? Zanimivo bi bilo pogledati to statistiko, če seje ne bi bile v televizijskem prenosu. Pripričan sem, da bi bila statistika nekoliko drugačna. Ne pravim boljša, ne pravim slabša, prav gotovo bi pa bila drugačna. Vendar ni delo poslanca in ni pomembno samo tisto, kar tam pred kamerami poveš. Roko na srce, glasovanja so bolj ali manj itak že vnaprej določena in če pogledamo, je teh presenečenj relativno malo. Pomembneje za poslanca je, koliko lahko uspe in je tudi spreten narediti prej. Preden stvari pridejo v državni zbor, preden pridejo v parlament, kajti tam, kot rečeno, so zadeve že bolj ali manj definirane. In nekateri se potem nimajo niti potrebe v državnem zboru oglašati, saj so svoje delo opravili že bistveno prej. Vsi imajo poslanske pisarne, ne? Oziroma določen dan, ko morajo biti na terenu med svojimi volivkami in volivci. Pa kdo to nadzira oziroma o tem delu je tudi manj videti in slišati? To je zdaj pač stvar posameznika, ne? Pa tudi ni nekako na ta način formalno opredeljeno, ne? Poslanec ima svojo poslansko pisarno na terenu, nekateri, ki pokrivajo večji teren, lahko tudi več kot eno. In praviloma je ponedeljek tisti dan, ko poslanec nameni svojemu lokalnemu okolju, iz katerega izhaja. Zdaj, ali on to naredi na način, da je tam fizično prisoten v tej pisarni, ali si delo organizira kakorkoli drugače, to je seveda stvar posameznika in ne nazadnje tudi okolja, s katerim komunicira. Sam osebno sem dal prednost tej drugi varianti, ko sem poskušal biti čim več med ljudmi in se tam na neformalen način z njimi pogovarjati, ne pa sedeti tisti 2 uri, pa če kdo pride ali ne, pa potem se predstaviti nekam drugam, pa še tam. Kajti to je prav gotovo, kot rečeno, stvar posameznika. Kar se mi pa zdi zelo pomembno, pa je, da so pa poslanci dostopni do tistih ljudi, ki od njih želijo kaj izvedeti in kaj predlagati oziroma zaprositi za kakšno pomoč. In današnji v svetu elektronskih in še kakšnih drugih komunikacij je dostopnost do osebe zelo enostavna.
Na drugi strani je pa potem potrebna seveda odzivnost, da ti se odzoveš na to komunikacijo, pa na kakršenkoli način je že vzpostavljena. Kot rečeno, nekateri bolj formalno, drugi pa tudi na neformalni način. Ste imeli vi kot poslanec stike z navadnimi državljani, so se morda župani tudi obračali na vas, pa iz akademskih krogov, za kakšne rešitve, za kakšno pomoč? Ja, seveda, teh stikov je bilo dnevno in to zelo veliko. In tej izkušnji sem tudi zelo hvaležen, saj sem srečal veliko ljudi, tudi veliko izvedel, dobil pogled za kakšne druge strani, ki meni do takrat ni bila pogled, ki mi ni bil blizu. In tej izkušnji sem hvaležen tudi zdaj. Na fakulteti za naravoslovje in matematiko prav tako imamo različne oddelke. To je ena naših pomembnih prednosti, kajti lahko združujemo vso naravoslovje in res se trudim, da pač poskušam povezati te različne poglede, kajti to sodelovanje je potem tista stvar, ki zagotavlja odličnost te fakultete, in sodelovanje je tudi tista stvar, ki zagotavlja odličnost v katerikoli skupnosti, družbi. Če se ljudje lažje zmenijo, če se raje tudi grejo pogovarjati kot pa kregati, potem jim veliko energije ostane za en pozitiven preboj. Spremljate zdaj tudi redno te razprave, dogajanja v Državnem zboru? Ne spremljam teh dogajanj, tudi razprav ne. Spremljam pa seveda politiko, še posebej tisti del, ki je vezan sedaj na šolstvo in na stvari, za katere se poskušam zavzemati za našo fakulteto in pa našo univerzo. In mi res marsikatera izkušnja prav pride, ker ti pa razumem, kako te stvari funkcionirajo, kako so včasih funkcionirale, zdaj bistveno drugače vseeno ni. In morda iz naslova te izkušnje lahko kakšna vrata bolj na široko uspem odpreti, ali pa se potem za njimi tudi v bolj pravi smeri pogovarjati. No, v zadnjem času so bile razprave, da bi tudi spremenili ustavo. Ustava je najvišji akt države. Kdaj naj bi se pravzaprav sploh spreminjala ustava? Moj prijatelj, tudi potapljaški kolega in predhodnik na predsedniškem mestu v Društvu poslancev 90, profesor dr. Marko Pavliha, nas je naučil, da se ustava zmeraj spreminja za tresočo se roko, torej le, če je nujno potrebno. Jaz tudi zagovarjam stališče, da je ustava akt, ki naj bo po eni strani dovolj širok in ohlapen, da se v njem lahko najdejo rešitve v kakršnikoli okoliščini in situaciji, razen če se te spremenijo tudi zaradi kakih integracij do te mere, kad to spremembo terjajo. Kajti čim bolj spreminjaš nek začeten akt, tem bolj podrobnega ga delaš in tem bliže tistemu je, ko ne bo omogočal enih splošnih interpretacij. Zaradi tega jaz osebno recimo bi ustavo spreminjal le, ko je to neizogibno nujno, predvsem zaradi do te mere spremenjenih okoliščin, da je to tudi formalno nujno. No, vemo tudi, svoboda govora, izražanja je ena od osnovnih, tudi poslanci imajo imuniteto, kaj ne? Pravijo nekateri, da tudi zato včasih govorijo neumnosti in kaj takega, kar ne bi smeli. To je seveda pač od posameznika do posameznika. Verjetno nekateri tudi kakšno svojo izjavo, ko jo kasneje vidijo, bi v tem trenutku povedali drugače. Vsak od nas prav gotovo ima stvari, ki bi s to distanco časovno in pa izkušnjo kasnejšo naredil v tem trenutku drugače kot včasih. Ampak zdaj težko seveda bi to povezovali z imuniteto. Naj povem, da se v nobeno sekundo mojih razprav nisem niti pomislil, niti nisem se zavedal, da imaš imuniteto. Kajti ta imuniteta je prvenstveno namenjena temu, da se poslance zaščiti pred kakšnimi političnimi procesi, političnimi preganjanji ali čim takim. Vsak pa seveda pri sebi potem oceni,
na kakšen način bi bila razprava najbolj primerna njegovi osebnosti in pa seveda tudi, kakšna njegova osebnost je. Nekateri poskušajo zadeve povedati na bolj prijazen način, drugi mislijo, da so lahko učinkovitejši po kakšni drugi poti, ampak nikoli to, vsaj osebno, nisem povezoval z kakršnokoli imuniteto. Nekateri izražajo skrb, ker so tudi v parlamentu določena skrajna stališča, ne glede na to, ali so leva ali desna, kje potem trči to izražanje svobodno izražanje mnenja in stališč. Jaz kot naravoslovec nekako na to gledam kot naravni pojav. Gaussova krivulja je povsod prisotna. Najbolj zastopano je povprečje, nekaj je na eni skrajnosti, nekaj je na drugi. Nekaj je majhnih, nekaj je velikih, največ je tistih, ki so povprečno veliki v prvem razredu, pa v petem, kjer je povprečje višje ali pa še kje, če se spet malo na izobraževanje navežem. In to je potem popolnoma en reprezentativen odraz celotne družbe, da so pač te skrajnosti prisotne. Zdaj, ali so te skrajnosti pa takšne, da so proti komu naperjene, da so tudi takšne, da iz njih neka nestrpnost veje, to seveda potem kaže obsoditi. Vkolikor pa so to stališča, ki zastopajo skrajnosti neke družbe, so pa za mene legitimna, treba je pa seveda potem videti, koliko so pa sprejemljiva za povprečno družbo. Pri tem je verjetno vloga predsednika Državnega zbora največja. Prav gotovo. Ali pa tudi podpredsednikov, ki sejo vodijo v tistem danem trenutku. Kaj menite o tem, da nekateri državljani še vedno ne ločijo Državni zbor od Državnega sveta? To je itak stvar, ki jo redki ločimo. In tudi po moje ni tako zelo pomembna. Meni se še enkrat poudarjam, bolj pomembno zdi, da državljani vejo, da državo vodi vlada, razen ko sindikati to vodenje ne odvzemajo. Državni zbor pa je potem tisti, ki te zakone formalno potrdi. Kajti dostikrat, pa gremo pred parlament, tam ne boste nič dosegli, treba iti pred vlado, če želite kaj doseči. No, ampak vlade znajo biti zelo nedostopne, tudi ministrstva. Imate to izkušnjo oziroma vam to ljudje povedo, tudi župani nekateri pravijo, da do določenih ljudi ne pridejo? Verjetno spet odvisno od ministra do ministra. Nekateri se zaprejo v svoj krog in počnejo stvari, za katere so zadolženi, eni drugi spet se bolj odprejo med ljudi pa poslušajo. Prav gotovo ni enega modela, ki bi bil pravi, vse edini možen, spet odvisno torej od načina funkcioniranja koga. Je pa, ne glede na to, na kakšen način vlada, pomembno, da vlada ostane povezana z ljudmi, povezana z družbo, povezana z državo, ki jo vodi, torej da ni odmaknjena. Ni pa nujno, da če nekdo nima veliko stikov, da bi se zaradi tega že po definiciji postal odmaknjen. Povedala sem, da je bila letos 25-letnica Državnega zbora. Kdaj pa je bilo Društvo poslancev ustanovljeno? Društvo poslancev je bilo ustanovljeno leta 2008. Takrat je tudi bil izvoljen prvi predsednik, Rudi Muge, ki je še zdaj zelo aktiven v Društvu poslancev. Nenazadnje vodi parlament Dixie Band, kajti naš državni zbor, naš parlament je eden redkih, če ne edini na svetu, ki ima svoj band in na to smo seveda lahko zelo ponosni. Včasih je majhna stvar tista, ki jo ne kaže spregledati, ampak na njo biti ponosen in jo izpostaviti. In to je prav gotovo ena izmed takšnih, s katero se lahko ponašamo tudi širše. Kajti, kot rečeno, takšna majhna stvar, na katero si pa ponosen, potem v svetu utrjuje ugled in nenazadnje izkazuje tudi določeno samozavest. Jaz verjamem, da bi naša država lahko bila bistveno uspešnejša in imela tudi večji ugled, če bi se vsaj izkazovalo malo več samozavesti. Verjetno se od kakšnih naših sosedov to lahko celo kaj malo zgledujemo. Ampak zakaj tega ni?
mi se pravzaprav drug drugega v nič dajemo, tudi tam, ko je nekje kakšen uspeh, se najde nekdo, ki pove, da to pa pravzaprav niti ni takšen uspeh. To je pač na nek način stanje duha, verjetno je pogojeno tudi z kakšnimi zgodovinskimi razlogi, ampak jaz ne pristajam na to. Jaz raje poskušam svoje okolje spodbujati k iskanju enih pozitivnih stvari, pozitivnih rešitev, k temu, da poiščemo, kjer se lahko pohvalimo. Vse tisto drugo ti tak drugi najdejo, pa te opozorijo. Kolikor to vzameš kot opozorilo, pa poskušaš izboljšati, je tudi dobro namerno in dobrodošlo. Vkolikor pa je to z kakih drugih zgibov, je pa fajn tudi to preslišati. Ne? In vkolikor bo veliko ljudi takih, da bo doiskali uspeh in se bodo veselili z uspehom drugih, potem bo napredek narejen. In ni prav, da če nekomu gre slabo, da potem si želi, da bi bilo vsem tako kot njemu. Ne, treba si poiskati tistega, ki mu gre dobro, pogledati, kaj lahko narediš, da bo tudi tebi šlo boljše. In samo tako bomo lahko dvignili celotno družbo po eni strani in samo tako bomo lahko seveda tudi zagotovili še hitrejši napredek in predvsem boljše, bolj sproščeno vzdušje. To je zelo, zelo pomembno. No, sproščeno vzdušje, verjamem, da je v vašem društvu. A so čisto vsi poslanci in nekdanji poslanci člani vašega društva, ali je to avtomatika ali prostovoljno? Ne, prostovoljno je. Kot vsako društvo je tudi to društvo prostovoljno, je reprezentativno, edino tako društvo, tudi imamo sedež v Državnem zboru z vsemi predsedniki do sedaj, vsaj s katerimi sem jaz kot predsednik se pogovarjal, smo takoj našli dobro sodelovanje, skupen jezik. Seveda si prizadevamo za določene stvari, kot je recimo vstop brez rentgena in teh legitimiranj v Državni zbor. Se pa bivši poslanci z redko izjemo, pa nikoli se ne bomo uspeli niti spomniti, imamo to državo radi in smo bili v tej funkciji zaradi tega, ker smo tej državi želeli dobro. Mi smo verjetno res zadnji, ki bi hoteli kaj hudega v Državnem zboru komorkoli narediti. Ampak to so pač ene stvari, ki so žal zbirokratizirane in dostikrat se tudi nam dogajalo, da smo imeli občutek, da pa Državni zbor ne vodi predsednik Državnega zbora in ni zaradi poslancev, ampak zaradi vseh drugih, ki potem poiščejo neke okoliščine, razloge, zakaj se kakšna stvar ne da. Spet ni pozitivnega gledanja. Pravnike, jaz imam rad tiste, ki v vsaki situaciji poiščejo, kako se pa nekaj da, ne pa kam takoj pove, da se ne da. Imate program sprejet delovanja, verjetno imate kakšne konkretne naloge? Torej, tisti najpomembnejši permanentni cilji so prav gotovo zagotavljanje in dvig nivoja parlamentarne demokracije v Sloveniji in seveda tudi širše. Potem na zelo visokem mestu je ugled funkcije poslanca, kot je prej povedano, mi verjetno, ki nismo v aktualnih funkcijah, k temu lahko lažje kaj pripomoremo in povemo. Potem pa seveda tisto, kot že iz imena društvo izhaja, pomembno sporočilo je tudi druženje, povezovanje in sproščeno sodelovanje. Dvakrat na leto imamo dogodke v Državnem zboru. Prvi je spomladi, to je redni letni občni zbor, in pa v decembrskem času zmeraj potem naredimo neko slavnostno akademijo, na kateri se spomnimo pomembnih dogodkov, pomembnih obletnic za našo državo. Letos je to bila 25. obletnica prvega sklica Državnega zbora in vmes pa vsaj enkrat še kakšno srečanje na terenu, kjer obiščemo in si ogledamo primere dobrih praks in teh je zelo veliko in res se potem vsi nekako z bistveno bolj napolnjenimi baterijami vračamo domov, ko vidimo, da pa so stvari bistveno boljše, kot jih včasih kdo želi prikazati. Se pravi, letošnje srečanje ste že imeli decembrsko? Decembrsko to zmeraj pripravimo ob začetku decembra. In letošnje srečanje je že bilo in smo, mislim, da zelo lepo se spomnili tistih prvih
dni parlamentarne demokracije v Sloveniji in seveda te izkušnje potem tudi kasneje v prostem pogovoru delili drug z drugim. Predvsem obudili kakšne spomine, veseli nas, da se nam pridružijo tudi aktualni poslanci, kajte če samo en nasvet dober od vsakega tega srečanja dobijo, potem je naše poslanstvo prav gotovo izpolnjeno. No, mislim, da je bilo do sedaj 7 sklicov oziroma 7 mandatov. A je kdo, ki je vseh 7 mandatov poslanec? Ne, da bi vedel, mislim, da ne. V letu 2018 bomo imeli parlamentarne in pa lokalne volitve, vsaj v istem letu. Se vam zdi to dobro ali je vendarle bolje, da je eno leto temu bolj posvečeno, potem drugo leto, da so recimo lokalne volitve, da ni vse naenkrat? Ja, to prav gotovo. Volitve ene vplivajo na druge. Ne? Če je to tako, da je vmes, ko so 4-letni mandati 2 leti, potem je ta vpliv najmanjši možen. V tem primeru pa je vpliv v bistvu največji možen. Ne? Zdaj, ali je to dobro ali ne, je pa seveda spet, kot je politika zmeraj, bitka za interpretacijo, torej stvar interpretacije in na koncu kakor za koga. Za zmagovalce, če mi je ta sinergija pripomogla, je to v redu in pa obratno. Pomembno pa je, da se opcija, ki vlada, zaveda svoje odgovornosti, jo tudi prevzame in da zasleduje pri svojih odločitvah cilj dobrobiti te družbe. Dostikrat je to potem nespretno skomunicirano z širšo javnostjo, še toliko bolj, ker se morda na začetku niti ne zavedajo tega, da pa dejanja, dobra dejanja, sama po sebi niso dovolj, da je pomembno seveda to tudi skomunicirati s tistimi, komu so namenjena. In če se tega zaveš prepozno, pol je težko te napake popravljati. Državljani, državljanke naj bi čim bolj ali čim manj občutili politiko, oziroma verjetno si državljanke in državljani želimo predvsem stabilno okolje, ne stalno neke spremembe, neke nove zakone, neke nove obveznosti. Pomeni, da naj državljani politike ne čutijo, razen po napredku. Delate z mladimi na fakulteti, se mogoče kdaj pogovarjate tudi o politiki oziroma ali jih kdaj vprašate, če jih to kaj zanima, če kaj spremljajo, če imajo kakšne ambicije, kdaj sodelovati tudi? Fakulteta za naravoslovje in matematiko verjetno ni tista, ki bi bila bazen ali pa zelo plodno polje bodočih politikov. Verjamem pa, da pa kakovostnih politikov. Pri predavanjih seveda se v politiki ne pogovarjamo, kajti tudi so kakšne predavanja, kjer pa točno to učijo, ne? Recimo fakultete za politične vede. Ne? Tukaj teh možnosti v bistvu ni. Se pa seveda res zmeraj razveselim, ko pa med študentkami in študenti najdem tiste, ki čutijo neko svojo družbeno odgovornost in niso samo zato, da bi vedeli kakšno stvar pokritizirati, ampak so pripravljeni prevzeti odgovornost in se potem odločati, se tudi prevzeti kakšne študentske funkcije. In res imam to srečo, kajti prodekan, študent, aktualen pa prejšnji, sta oba svojo funkcijo razumela kot poslanstvo, da skupaj na kolegijih pripomoremo za dobrobit vseh študentov in opozorita na stvari, ki jih lahko v danih situacijah izboljšamo. In prav to ocenjujem, zakaj sem lahko tako suvereno rekel, da pa imamo morda manj, ampak zelo dobre politike na naši fakulteti. Kajti, če se kaj pogovarjam s kolegicami in kolegi, dekanicami, dekani drugih fakultet, povsod ni tako. Se pravi, politika ne sme biti več slabšalni izraz. To je delovanje v javnem dobrem. Politika nikoli ne bi smela biti v tem kontekstu in na ta način razumljena. Ne? Koliko pa se je v to smer sedaj trend obrnil, pa je pomembno, da ga zaustavimo in seveda, da omogočimo tudi tistim, ki bi želeli se aktivirati tudi na tem področju, ki so strokovnjaki,
da ne bodo imeli pomislekov zaradi blatenja lastnega ugleda, kajti to sedaj velja. Ne? Če se enkrat odločiš za politiko, potem od tistega trenutka naprej več nisi človek z znanje, kompetencami in tudi ugledom, kot si ga imel prej, ampak te takoj začnejo metati v isti koš. In to prav gotovo ni konstruktiven pristop, pogled in še manj razvojno usmerjeno. Vas še mika, da bi kandidirali za poslanca v lokalni politiki, mislim, da sodelujete? Ja, seveda, ne. Saj to je tisti hec, enkrat politik za zmeraj politik, ne. Kot enkrat profesor za zmeraj profesor in verjamem, da za večino poklicev to velja tistih, ki si jih upravljajo z nekim veseljem, navdušenjem, da čeprav te vode zanesejo kamorkoli drugam, da ostaneš po duši in sicer povezan, vsaj v mislih s tem. Zdaj prav gotovo so moje misli, moči, energija usmerjene v dobrobit Univerze v Mariboru in pa moje fakultete za naravoslovje in matematiko. Nikoli pa seveda nisem obžaloval izkušnje, ki sem jo s politiko dobil, in vkolikor bom ocenil, da bi kakšnakoli ponovna izkušnja, bodisi na poslanski funkciji ali pa kakšni drugi, lahko pripomogla k osebni rasti, posledično seveda tudi prispevku družbi, pa ne vidim razloga, zakaj ne bi o tem razmislil. Kakšen pa bo razvoj parlamentarne demokracije? Ne samo pri nas, tudi v Evropi zdaj so takšna razburkano obdobje. Razvoj je lahko miren, lahko je razburkan, lahko je malo miren pa razburkan, torej težko kajkoli napovedati. Ne? To že velikokrat slišano, da je demokracija najslabši možni sistem, ampak boljšega ni. Seveda se na ta način tudi kaže. Jaz bi si seveda želel, da bi možnost odločanja dobili in prevzeli kompetentni ljudje, ki bi to lahko delali za čim manj napakami. Nikoli nihče ne more ostati brez napak, ne? Ampak s čim manj napakami in predvsem, kar se mi pa zdeli najbolj pomembno, z pač neosebnimi pričakovanji, ampak je njihov osebni interes v tem, da pokažejo nekaj dobrega, naredijo nekaj dobrega za širšo družbo. Tega je pogosto premalo, se strinjam, ne? Vendar tudi ne more biti to edino vodilo in motiv. Vsekakor mora biti ob tem še kaj drugo, ne nazadnje, če se spet spomnimo nazaj, tudi materialna nagrada. Tudi plače politikov so takšne, da to večino v bistvu potem odvrne od odločitve oziroma jih za manjšo, ali pa bom rekel, je pa verjetnost za kakšna dejanja, ki jim niso v ugled, se poveča. Ne? Mene bo težko kdokoli prepričal, da največjo plačo iz proračuna izplačano ne zasluži predsednik države. On je najvišja funkcija, on je najbolj neposredno izvoljen, ne glede kdo je to, če je konkreten državljan volil za njega ali ne, ampak on si po funkciji, tak je vsaj moj pogled, zasluži največjo plačo iz proračuna izplačano, ne pa kaj je tam na 100 plus mesto. Ne? In to so prav gotovo določena nesorazmerja, nepravilnosti v sistemu, ki se pa potem zmeraj bolj in bolj kažejo na način, kot ga lahko vidimo in kot smo se pogovarjali, da je lahko zaskrbljujoče. Torej nas čaka še zelo veliko dela in še zelo veliko let, preden bo ta demokracija taka zrela in prava. Saj se to da hitro rešiti, ne? Vendar bojim se, da ravno zaradi prej omenjenega populizma, všečnosti, nihče nima poguma, ker to pa je treba presekati, ne? Nihče nima poguma to narediti. In jaz sem prepričan, več kot prepričan sem, da bi pa to dejanje bilo bistveno koristnejše, kot pa, morda bo kdo celo rekel, umiranje na obroke, na način, kot funkcionira sedaj. Dobro, torej, kaj kot predsednik Društva poslancev morda reči ob dnevu
samostojnosti in enotnosti. Najbrž tako enotni ne bomo nikoli več, kot smo bili tistega 23. decembra 90. Jaz bom raje obrnil, da upam, da nikoli ne bomo rabili biti tako enotni, kot smo bili takrat. Zato, ker enotnost je bila takrat in je zmeraj povezana z nevarnostjo zunanjim sovražnikom. Tudi ko gori gozd, vse živali skupaj bežijo iz njega, ne? Kot rečeno, take grožnje naši državi si seveda nihče od nas ne želi. Kaj pa bi bilo tisto, da pa v malo manjši enotnosti, kot rečeno, ampak vseeno pa usmerjeni v isti cilj, v napredek naše države, naše družbe, lahko najdejo skupen jezik. To seveda je možno, to se seveda tudi da doseči in želim si, da na način, ki bo trajal čim manj časa in ki bo seveda tudi povzročil čim manj pretresov v družbi. Tako, pretresov si prav gotovo ne želimo. Naj bo leto, ki je pred nami, čim bolj mirno. Seveda, hvala lepa za tale pogovor in seveda uspešno delo naprej, ne samo tu na dekanatu in v teh akademskih vodah, ampak tudi v Društvu poslancev. Hvala lepa za lepe želje. Naj izkoristim to priložnost, pa tudi sam voščim vesele praznike, predvsem pa državni praznik, ki je pred nami, vsem državljankam in državljanom. Naj nas spomni, kaj praznujemo, kaj smo naredili oziroma so nekateri naredili pred 25 plus leti in seveda iskrene čestitke vsem, še posebej pa kolegicam in kolegom iz Društva poslancev 90. Hvala lepa, torej tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Lepo se imejte še naprej in seveda radi imejte svojo Slovenijo.